Kaj je danes drugače v primerjavi z julijem? Lahko rečem to, da prvo, kar je drugače, da je tudi trg naklonjen in da vstopamo na trg s papirjem v trenutku, ko je povpraševanje na vrhuncu, ko so cene na vrhuncu. To, kar je pa v Vipapu drugače, je pa sam poslovni model. To pomeni, da je ekipa, ki se je v Vipapu zbrala, bom rekla, kriznega prestrukturiranja, je fokusirana zelo izrazito tržno, da na trg plasiramo blagovno znamko Vipap, ki je usmerjena v vojno-embalažne papirje. Tle imamo tudi, bom v tej priložnosti povedala, tudi našo, bom rekla, inovacijo VipBrown, ki je bila v letošnjem letu smo pridobili priznanje. Hkrati je to nov produkt, ki ga proizvajamo iz odpadnega kartona, certificiran za stik z živili, se pravi, to je en segment, s katerim je danes Vipap drugačen v primerjavi s preteklostjo. Seveda, samo prestrukturiranje vstop iz grafičnih na vojno-embalažne papirje ni tako enostavno, se pravi, treba na trgu poiskati nove kupce, z njimi v bistvu nadaljevati za samo modifikacijo produkta, prilagoditi produkt končnemu kupcu, tako da še vedno je v portfoliju en del grafičnih papirjev. Samo podjetje C&G, to je v bistvu svetovna korporacija, trgovec, ki se ukvarja in trži s papirjem po celem svetu. Poslovni partner nam ni tuj, s podjetjem že smo v preteklosti sodelovali, tako da v bistvu je nek poslovni odnos vzpostavljen. Edino, kar je drugače, je to, da danes se dogovarjamo oziroma smo v dogovorih za neko strateško dolgoročno poslovanje, predvsem tudi na trgih vojno-embalažnih papirjev, na mednarodnih trgih, tudi overseas trgih, ne samo Evropa.